En lep pozdrav tudi iz moje strani. Tako, ja, ko je težko, iščemo poti. Danes nam pravijo, da nam je lepo, še bolj, ker je naša Tina zlata. Iz Koroške prihaja, tako jaz. Tako da še nam toliko bolj stvari se uležejo, spomenijo, tako pa nam vsem Slovencem. Ko je pač nekdo uspešen, nam je pravzaprav lepo. Kdaj pa to tudi mogoče rečemo, ja, sej pa ne nazadnje, tako je potrebno, ne? Če toliko trenira, ampak vemo pa, da mi tudi velikokrat treniramo, pa nam ne tako uspe. Vendar ne smemo nehati. To je tudi ena takšna, mogoče ena takšna pot, kjer vidim, da je potrebno vedno znova iskati, nikoli ne moremo zaključiti. In to je tista pot, ki jo pravzaprav hodimo kot kateheti, kot učitelji, kjerkoli, ali kot skavti, ali ko delamo z mladimi, ko delamo z predšolskimi, komorkoli, ker vzgoja ni nekaj, kar se naučiš in znaš zavedno, ampak nas vedno preseneča in zato se mi zdi, da je iskanje poti tista pot, za katero pač se nekako podamo, kadar vstopamo v vzgojni proces. In mi kot kateheti, jaz tudi sama kot učiteljica, vedno znova si rečem, ja, danes je nov začetek. Torej, lahko me otroci presenetijo v šoli, lahko me pri katehezi presenetijo, ali pa jih lahko tudi kdaj presenetim jaz sama, ali s svojim pristopom. Zato je to nenehno iskanje poti. In danes, ko sem prišla na šolo in so rekli, veš kaj, danes pa mi ne bi tebi dali drugošolcev, ker bodo gledali Tino, ki vozijo. Jaz sem rekla, ja, kaj čemo, te pa gremo vsi gledati Tino. In smo navijali s temi malimi korenjaki. In imeli malo drugače pouk, seveda potem ga nadaljevali in zdaj sem tukaj. Tu mislim, da je nekaj. Prav, ja, in ko smo kateheti, pa se vprašamo, kdaj nam, ali pa kdaj meni veroučna ura uspe? Kdaj vam uspe veroučna ura? Ko se osebno notranje dobro počutim, ko grem domov. Dobro, še kaj? Kaj vpliva na to, da rečemo, wow, danes je pa uspela? Kdo, kaj vpliva na to? Ko dosežem zastavljene cilje. Aha, to na pripravi pogledam, to sem si pripravil, bravo, podklukam. Fajn, dosegel sem. Kaj še? Vedno uspe učna ura, super. To je najbolj idealno. Ja? Ko otroci odhajajo zadovoljni. Da, se pravi, da se na obrazu prepozna ta. Še kaj? Še kakšna stvar? Aha, kadar so motivirani in sodelujejo, vstopajo v vprašanje, odgovore, ja, kaj še? Aha, ko z veseljem pridejo in se vračajo nazaj. Ne? Kaj ve takrat, ko pridejo vladi, rečejo, celih 7 ur sem imel v šoli, zdaj pa še tu težite, pa samo mama mi teži, da moram biti tukaj med vami. So tudi zgodi, seveda. A je to že izgubljena učna ura? Ne, to je začetek, to je vstop. Ja. Ampak se nam zgodi, kdaj je to, ne? In potem vidiš, v bistvu, ko jih pogledaš, rečeš, se je upravičeno to rečejo, ne? Zdaj 7 ur, 2 moram biti tukaj še 1 uro pri verouku in daje ven na mizo, kaj, Coca-Colo, pa kakšen čips, pa daj še sendvič, ne? In se jim dogaja, super, ne? Pridejo pravzaprav malce, se spočiti, ne? Tudi bi rekel, če je naša kateheza počitek, ne? Bi lahko tudi tukaj odkljukali, če je to, ne? Pa vendarle imamo najbrž ene kriterije, s katerimi želimo pomagati njemu v neki rasti. V šoli večina skrbimo za intelektualno rast, pri športni vzgoji za telesno rast, pa vendar človek ni samo to in želimo staršem skupaj pomagati in otrokom prispevati tudi to duhovno rast. In glede na to, da ima čips in Coca-Colo, jaz vedno rečem, to je za telo. Ne? Zdaj pa bomo se usmerili malo pa na duha. Zato pospravite vse noter v torbo, ne? Ker boste še za 1 uro vseeno zdržali. Kruta, ne? Pa vendar drugače. Pri vstop v katehezo je ključnega pomena. Je ključnega pomena, kako vstopim. Prvih 15 minut namenim temu, da je kaotično stanje ali pač
nekje 2 meseca, pravimo, ne, mesec pa pol, ustvarjamo red, da vejo, zakaj tja pridejo in kako gre. In tu se splača, čeprav je že naporno, ker si sam sebe že naveličan, dajte nehati, da ste si zapomnili, ne. Polno teh opozoril, ki se jih sam naveličaš, ampak potem pa ostalih 8 mesecev stvar velja. Pa tudi lažje je potem popustiti. Zato je začetek kar ključnega pomena, ampak to je to, ne, se pravi, kdaj mi uspe veroučna ura, marsikaj na to vpliva. Jaz za svojim počutjem, tudi mi pridemo kdaj tja in rečemo, danes me glava boli ali pa nisem razpoložen, mogoče se nisem doma niti dovolj pripravil, ne, vzamem učbenik in rečem, bomo nekaj prebrali, ne. To je tudi kdaj prisotno. Je pa tako, da vidim na vseh področjih, ali v šoli, ali pri katehezi, je kdaj dobro otrokom povedati, prosim, danes moje razpoloženje, glavo bolj karkoli, bi bili tako sočutni, pa malo se umirite. Tudi to znajo sprejeti, ne. Ali ne morem govoriti, ali ne vem, tiho govorim, preglajen. Ne, da bo zdaj vedno dal to kot tvoje orodje miru, ampak jim povedati, kako se počutijo. In ker oni tudi takoj povedo, se počutimo tako utrujeni, lačni smo, ne, čeprav so pred kakšno uro pa pol še kosilali, ne, ali celo pol ure. Ampak tako, da si malo povemo, pa se ustavimo. Zdaj pa vstopimo. Imam nekaj fajnega za vas, imam nekaj prijetnega. Danes imam pa eno sporočilo, ko ga ne smete preslišati, ne. Tako, mogoče tu za uvod. Torej, kriteriji v tem, kdaj mi uspe veroučna ura, so različni, seveda najbolj so pa odvisni od tistih, ki jo izvajamo in tistih, ki so pri veroučni uri prisotni. Potek predavanja, jaz sem si predstavljala tako, da bi v prvem delu do pavze, do tega odmora, bi stopila v teorijo otrok s posebnimi potrebami, OPP piše, ne, to pomeni otroci s posebnimi potrebami, in sicer z specifičnimi učnimi težavami. To so otroci, ki so v rednih skupinah in k vam k verouku prihajajo, pa jih kdaj zaznate, opazite ali pa tudi ne. In bi govorila o tem, kdo so tisti otroci, kako jih prepoznamo, kaj jim prilagajamo, kako jim pomagamo. To bi bil ta prvi teoretični del, po odmoru bomo najbrž nadaljevali še nekaj o tem, potem pa bomo šli na drugi korak veččutnega učenja. Kako lahko jaz kot katehet, ko stopam, ko izvajam uro, uporabljam tudi veččutno učenje. Kaj to pomeni in čemu to služi? In potem bi šli v delo po malih skupinah in na koncu bi bila predstavitev, to, kar se je zgodilo v malih skupinah in potem še kakšno vprašanje in vrednotenje tega našega skupnega popoldneva. Če pa bo preveč stvari, da se bo vam zdelo, da ne več sledite, da ne morete več, ker bojo kakšne terminologije, tudi strokovne, mi kar pomahajte, reče, ustavi se, tu pa ne vemo več, o čem govoriš. Tako. Pa gremo. Kdo so pravzaprav otroci oziroma osebe s posebnimi potrebami? V slovenskem prostoru se leta 1996 začela spreminjati to naše šolstvo in takrat se je začelo temeljno spreminjati tudi na tem področju otrok s posebnimi potrebami. Sami se spomnimo otrok, oziroma ko smo bili otroci, kakšnega sošolca, sošolke, ki je bil vedno nekje na robu zadaj, pa smo mu malo pomagali, pa tisto dvojko dobil, pa ali je zaostal in tako naprej. Eni pa so šli na šolo s prilagojenim programom. Tako, tukaj so bile te naše izkušnje, tako smo imeli tega vpogleda. Medtem, danes, ko govorimo o otrocih s posebnimi potrebami in ko govorimo o tako imenovanih specifičnih učnih težavah otrok, so ravno ti otroci. Tisti, ki na primer na področju matematike blestijo, ki na področju, ne vem, bom rekla zdaj tudi športne vzgoje, blestijo, so dobri športniki, ampak pri branju imajo pa težave. Seveda potem starejši so, te težave se potem tudi razširijo, ker je veliko za brati. Ali na drugi strani, da so to, ne vem, se spomnite sošolcev, vse je šlo, samo matematika tista pa ni šla. In ko si mu dvakrat razložil, kot sošolec, pa še enkrat malo stariral, potem pa je
vstopal v to vsebino. Torej, ko govorimo o specifičnih učnih težavah, o tem bomo danes tudi največ govorili. In pa še eno kategorijo otrok s posebnimi potrebami sem izpostavila, in sicer to so otroci z motnjo avtizma, Aspergerjev sindrom, ker se mi zdi, da ti otroci so vidni, ampak včasih ne vemo, kako naj odreagiramo. So pa to vsi ti dve kategoriji otrok so otroci, ki so vključeni v redne skupine. To pomeni redne osnovne šole. Druge kategorije otrok so še pa motnje v duševnem razvoju. To so otroci, osebe, ki so usmerjene v osnovnošolskem procesu v šole s prilagojenim programom, specialne šole, kakor ne vem, koliko imate stika z njimi. Potem so tudi zavodi, ki gre za težjo, težko in zmerno motnjo v razvoju. Potem so pa še slepi in slabovidni, gluhi, naglušni, gibalno ovirani, govorno-jezikovne motnje in čustveno-vedenjske motnje. To so pa tudi otroci, ki so vključeni ali v specialne zavode, kot je za slepe, slabovidne, naprimer gluhe, naglušne, pa so intelektualno dovolj visoki, ali pa so tudi kar vključeni v redne skupine. O teh danes jaz kaj posebej ne bom govorila, edino če bo potem kakšno vprašanje, se jih ne dotikam tako direktno, ker to je res taka specifična motnja. Gibalno ovirani oziroma govorno-jezikovne motnje se tudi pojavljajo v rednih skupinah, zelo velikokrat se pojavi, in pa čustveno-vedenjske motnje. Gre pa za motnje prestopnikov, kot rečemo, 7., 8., 9. razred, ko preide na vedenjski vzorec, ki ni sprejemljiv za socialno okolje ali pač odstopa od tega. O teh tudi jaz danes ne govorim, to ni to moje področje. Kaj so pravzaprav specifične učne težave? Gre za heterogeno skupino primanjkljajev, se pravi takšno različno skupino primanjkljajev, ki se kažejo že v zgodnjem razvoju, zaostankom v zgodnjem razvoju. In težave so na naslednjem področju, kje se kažejo. Na področju pozornosti, pomnenja, mišljenja, koordinacije. Koordinacija pomeni to, da se ne znajo orientirati levo, desno, s tem imajo problem. Rečete, ne vem, naša učilnica je po hodniku desno, potem se čisto lahko zgubi. To se velikokrat tudi zgodi v naših veroučnih učilnicah. Potem imajo težave s komunikacijo, konkretno z jezikom in govorom, in potem konkretno branje, pisanje, pravopis, računanje, socialne kompetentnosti in pa emocionalnega dozorevanja. Se pravi, imamo občutek, da se ne more tako hitro vključiti, se ne more tako hitro prilagoditi. Se pravi, razvojno in nekje pogojeno, da taki otroci imajo te težave, ki se pokažejo v razredu, predvsem v šolskem sistemu. Takrat pridejo zelo do izraza. Ampak gre v bistvu za težavo, ki ni pogojena z vedenjskimi, se pravi, z stvarmi, ko jih potem pridobiva, ampak dejansko možganski sistem je drugače sestavljen. Zdaj, če bi možgane si predstavljali, njihove poti pa stiki med nevroni so po daljši poti. Se pravi, se drugače, to mreženje se drugače oblikuje. In zaradi tega to pomeni, da je to notranje narave nevrofiziološko pogojeno. Ne gre za to, da je pogojeno z zunanjim vzgojom. Se pravi, prinesejo sabo, rečemo, vsako se rodijo, prinesejo sabo. Vse to pa vpliva na njegovo predelovanje nekih informacij, interpretiranje, kako on to razloži. Se pravi, ima drugačen način razlaganja in pa povezovanja informacij. Na drugi način oni funkcionirajo. Potem pa primarne posledice seveda pri teh otrocih niso, da je naglušen ali pa slep, ali pa motorično je okvarjen, da ima kakšno invalidnost. Če je to prva motnja, potem pa še te druge specifične motnje zraven, potem ne gre za specifično učno težavo, ampak gre bolj za motnjo na drugem področju. So pa to potem seveda velikokrat kombinirane motnje. Mi še sledite? Je preveč takih izrazov. Bomo potem mogoče lažje, ko bomo še šli na konkretno motnjo. In glede na to, da so te primanjkljaji na večjih stopnjah, specifične učne težave delimo v dve skupini.
Ena je to nižja stopnja težavnosti, kjer gre za tako, da če ga zgodaj obravnavamo, če delamo treninge z njim, potem to lahko hitro preide in se dejansko stvar umakne, izveni ali jo hitro lahko kompenzira, rečemo, ne? Ker če ti nimaš, ne vem, prsta, ne, nazaj ga pač ne moreš dobiti, moraš pa kompenzirati, kako boš ti z drugimi prsti stvari nadomestil to stvar, kar nimaš, a ne? In on, če nečesa nima, mora z nekim treningom kompenzirati, da ali olajša ali zmanjša tisto težavo oziroma jo nadomesti. Druga je pa višja stopnja težavnosti, ki jo imenujemo tudi primanjkljaj na posameznih področjih učenja. To pa so otroci, če boste se kdaj ali zanimali ali pa vam bo kdo rekel, ta ima pa odločbo. A ne? Ta ima pa odločbo, to pomeni, da gre za to kategorijo, ki piše višja stopnja težavnosti. Ko je otrok kategoriziran kot primanjkljaj na posameznih področjih učenja, pomeni, da je prepoznan otrok s specifičnimi učnimi težavami in ima te težave, o katerih smo prej na pomnenju, na orientaciji in teh stvarih. In to je prepoznan otrok, ki potrebuje drugačen pristop in intenzivno pomoč. Zdaj pa imamo znotraj tega primanjkljaja na posameznih področjih učenja različne težave. So to lahko bralne težave, težave pisanja in pravopisne težave. To pomeni čisto, mi rečemo slovnične, a ne? To so disleksija, disgrafija, disortografija, to so pač tujke, ki nam pač v stroki se jih tako imenujemo, ampak tako čisto enostavno je to, da imajo težave pri branju, pri pisanju in težave pri pravopisju. Potem so naslednja kategorija, so otroci z dispraksija, to so pa težave organiziranosti. Ti velikokrat rečejo, jaz nisem našel našega pravega prostora, rabijo več časa, da osvojijo novo situacijo. Ne bomo potem kaj več o njih rekli, ker o teh se bomo še bolj ustavili. ADHD ali pa motnje pozornosti in hiperaktivnosti. Večkrat rečete, ta je pa hiperaktivn, to pa je, ne? Ampak danes je tega, se pravi ADHD se je tudi pač razširilo v to, da gre tudi samo za motnjo pozornosti, včasih smo rekli tudi za motnjo hipoaktivnosti, hiperaktivnosti, glavno tu znotraj imamo kar nekaj kategorij, ko zaradi pristopa je dobro, da vemo, da jih je več, da niso samo tisti, ko dejansko odražajo vse lahko tako, da eksplodirajo ali takšne, da se skrijejo, kakorkoli, to bomo potem kaj več o njih rekli. In še ena kategorija otrok je diskalkulija, to pa gre za težave na matematičnem področju. To so pa čisto matematične pristave, velikokrat je treba treninga, da dobi sploh, naj si bo številčno predstavo, količinsko predstavo, razdaljo, to je za njega cela abstrakcija, za katero potrebuje pač dodatne konkretne treninge, da lahko osvoji in sledi pač tem matematičnim pojmom. Tako, pa vas povabim, da si vzamete pisala, glede na to, da smo pri takšnem izobraževanju je treba kaj napisati tudi zdaj. Bomo danes napisali narek, a velja? Dobro. Sicer otroke ne vprašamo, samo rečemo narek bomo pisali. Glede na to, da ste odrasli, bomo malo daljšega napisali, a velja? Ja, tako da, ja kaj čemo zdaj, če smo na izobraževanju, moramo malo se, kako? Papirji, tu so papirji, če kdo rabi papir, imam jaz tukaj. Super, lahko tudi vidiš, rešitev je tu, samo volja še. Dobro, vas povabim, da vsi desničarji daste pisalo v levo roko, in vsi levičarji date pisalo v desno roko. To pa se sami odločite, kaj se vam zgodi v tem primeru, iz leve proti desni. V šoli se morate pisati iz leve proti desni, ne iz desne proti levi, velja? Da si ne bi kaj izmišljevali zdaj. Dobro, pa gremo, sej
poznate, to sploh ne bo problema. Na rek smo vadili že nekaj časa, dvakrat smo si ga, ne vem, mogoče 15krat, 300krat prebrali, ampak zdaj si ga bomo pa zapisali, ker je res čas, da napišemo tudi kaj. Tiste dni je izšel ukaz cesarja. Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta. Pohitite malo, da bomo lahko. Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše v svet. Tiste dni je šel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše v svet. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirini cesarski namestnik v Siriji. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirini cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovati. Sej bo, kar malo se potruditi. Pa moramo hitro napisati, ker nam bo ura, čas nam bo potekal, moramo hitro to napisati. Dajte. In vsi so se hodili popisovati, vsak v svoj rodni kraj. Ja, tako ja, hvala lepa. Če želite pripis nadaljevati, imate Matej 1, 18 do 25 za domačo nalogo. Ja, hvala. Hvala lepa. Kako ste se počutili? Težko? Grozno? Je vaš izdelek lep? Se boste lahko iz njega učili? No, če nekdo lepo še piše z levo, lahko preusmerjen. Levičar. Ja. Bile so vmes pripombe, ne more več, ne hiteti. Potem so se spreminjale besede, a ne? To se velikokrat zgodi. Tudi pri verouku v šolah, tudi toliko bolj, ko narekujemo kakšne stvari in morajo pisati in ne gre. Ja, nismo se najbrž prijetno počutili, izdelek sam je najbrž zelo okoren. Vprašanje, če so vejice postavljene, če so pike, če smo pomislili, treba veliko začetnico, to verjetno še. Se pravi, gre za eno situacijo, kot jo doživljajo dislektiki vsaki dan. Vsaki dan na nek način smo se uživeli, kako izgleda, kadar imaš težave z branjem in s pisanjem. Tako, kot bi pisali z levo roko. Veliko več časa potrebujemo, izdelek ni tako lep, potem ti, velikokrat so rekli starši doma, še enkrat prepiši, da bo lepše. Se pravi, delajo, ampak rezultat je še vedno nekje tukaj. Ne? In v čem so pravzaprav dislektiki posebni? Oziroma te specifične učne težave, otroci s specifičnimi učnimi težavami. Kako se njihove težave kažejo? Konkretno, kaj mi naredimo, če želimo odpotovati na Škotsko? Letalsko karto si rezerviramo, jo lahko celo po internetu kupimo. Kaj potem, ko je tisti datum? Kovčke spakiramo, se usedemo v avto, odpeljemo na letališče, pokažemo letalsko karto, se usedemo na letalo in v 2 urah smo na Škotskem. Drži?
Dobro, zdaj pa poglejmo, kako pa potuje nekdo, ki ima te specifične učne težave. Gre ob sončnem vzhodu in seveda to ga prevzame. Sončni vzhod, kako lepo. Ustavim se za kratek čas, da si malo pogledam. Potem, preden grem, si ogledam še grad. Potem gre na letalo in se odpelje in si reče, a sem že na Škotskem? Ne, saj smo v Španiji. Mislim, da sem pristal v Budimpešti. To pa izgleda obetavno, saj je pristanišče. Mislim, da sem prispel, kje druge bi še pa našel takšen McDonald's. Seveda še nisem na Škotskem. What time did we say we would arrive? Kdaj smo že rekli, da se dobimo na Škotskem? Kdaj moram pripotovati tja? Ni prišel v 2 urah, mogoče v 4 dnevih. Ampak prišel je na cilj. Tako se jim dogaja. Tako se dogaja otrokom s specifičnimi učnimi težavami. Da so stvari, mogoče boste videli neke lastnosti, znajo zelo dobro opazovati, občudujejo, se ustavijo, jih zamoti, ker so druge stvari prednostne kot pa tisto, da mora zdaj pa kar po najkrajši poti do tja. Ti nas velikokrat ustavijo, pa reče, čakaj, vse ni tako enostavno, kot pa si ti predstavljaš. In nas popeljejo v kakšen drug svet. In eden, kot smo rekli, od teh težav, ki jih imajo, je na področju branja in pisanja. To strokovno imenujemo disleksija, kamor spada tudi disgrafija, se pravi težave s pisanjem in pa dizortografija, da težko uporablja slovnična pravila. Pri njih, če gledaš kakšen izdelek, velikokrat opaziš, da ima mogoče na začetku veliko začetnico, potem pa cela stran napisana brez pike in kakšnih dodatnih velikih začetnic. Pa če je na koncu slučajno še pika, je to že kar uspeh. Se pravi, nima občutka, kdaj je konec stavka, kdaj mora vejico postaviti, kje se začne velika, ne zna uporabljati teh stvari. Zato tukaj se kaže, na primer, takšna težava. Primer. Zgodilo se vam je, da je veroučenec, ki redno hodi k maši, sodeluje, ko pri pridigi sprašuje o evangeliju, se vedno javi za nastopanje, se za vami ponovi svetopisemsko zgodbo, vse to zna. Pri pisnem preverjanju znanja pa zbere od 30 2,5 točk. Kako priti do tega? A imate kakšen takšen primer pred sabo? Imate preverjanje znanja? Ja. Nekdo, ki je aktiven in dela in vam pripoveduje in vse, medtem ko pa treba zapisati stvari, se mu pa ustavi. In takrat zgleda, kot da ne zna nič. Zaradi teh težav, ki jih ima. Kakšne težave v resnici ima? Težave ima na področju tehnike branja. Tehnika branja se, zdaj že malo nekaj prihaja v 1. razred, sicer tehniko branja se učijo otroci v 2. razredu. To pomeni, kako povezovati med seboj glasove. In on je tudi v 3., 4. razredu, še te tehnike izgleda, kot da ni usvojena. Še vedno ali zloguje, ali drugo črko da noter, jo drugače pove, drugače prebere, nima nobenega ritma pri branju. Potem ima težave na prepoznavanju težjih besed, novih besed, sploh kakšnih strokovnih besed. Tabernakel, on bo, tabernakel v redu. Takrat, če mogoče zna celo ponoviti, lahko se mu celo malo jezik zavozlja in malo drugače pove, velikokrat zamenjajo kakšno črko vmes, ampak ko ga ti treniraš tabernakel, potem pa greste v cerkev in rečete, kje je tabernakel, niti slučajno nima predstave, da to spada tja. Če ga kdo ne pripelje tja in pove, reče, to je tabernakel. Potem bo pa prišel kdaj v cerkev po nekem času, bo rekel, kako se že tistemu reče, na jeziku imam, pa ne vem. Ti otroci imajo velikokrat na jeziku, se pravi se je naučil, je položil besedo noter, ampak gre nekje v ozadje,
In potem spet za to, da dobi informacijo nazaj in da lahko izreče, da potrebuje več časa. Zato je za njega to ponavljanje velikokrat nujno potrebno. Se pravi, težave ima pri obliki in hitrosti pisanja, tako kot mi, ko smo zdaj pisali z levo oziroma z neprednostno roko. Potem vrstni red glasov, črk, številk. Velikokrat zamenja in rečete, koliko pisem ima Sveto pismo, koliko knjig ima Sveto pismo. Pa reče, jaz vem, 27. Ja, res, to jih ima nove zaveze, drugače pa jih je 72, ampak on je mislil 72, ampak ti otroci velikokrat številke zamenjajo. Zamenjajo, to enostavno zamenja. Ko se poštevanko uči, 8x8 je 46. Ampak on prav misli 64. To pomeni, imajo težave za zamenjavo, prepoznavanje številk in lahko se zgodi, to, kar sem zdaj primer dala, ker mi je res to ostalo glede Svetega pisma, 72, 27, je mislil resnično 72. Ampak je obrnil, tu ima težavo, da obrača številke, obrača BD obrne. Vam bo drugače, ko bo bral, bo mogoče, ali se ustavijo, če z njimi že treninge delaš, se ustavi, kaj je že to, a je BD, potem poskuša, kako je, se pravi, slušno, bolj pravilno, in bo pač uporabil tisto črko, ki bo pravilna. To. Potem je šibko bralno razumevanje, ker se še toliko s tehniko ukvarjajo, nepravilno preberejo, počasi berejo, še zlogujejo, potem rečemo, no, kaj si pa prebral, navadno povedo začetek stavka oziroma nekega teksta, pa konec. Vmes tisto, kar se je zgodilo, je odšlo. Tako da ta spomin, ko smo prej rekli o pomnenju, je dejansko že šibak, potem pa še, ker je nenatančno branje, se mu vse skupaj to nakopiči in na koncu res je čist nemočen. Kaj je bilo že? In taki otroci potrebujejo, ko mu potem gleda, kako pristopiti, povzetke, mogoče miselni vzorec, tako da ima upornico, s katero si pomaga, dobi efekt, ja, se res, to pa to, ali pa risbico zraven ali karkoli. Preklic besed, to pomeni to, kar sem prej rekla, kaj smo že rekli, neki na T je, kako se že reče tistemu, na jeziku imam, tabernakel, ja, res je, tabernakel, ampak ni rečeno, da bo potem znal napisati v test tabernakel. Potem učenje na pamet. Imam izkušnjo, ker pač delam individualno v kabinetu, ravno s temi otroki delam, ki imajo te težave, in delam individualno, ali pa 2 ali pa 3 so v kabinetu z mano in treniramo. In tako tudi to pomeni za mene priložnost bolj osebnega srečanja z otrokom, pa malo kaj drugega vprašaš, kaj ste delali doma, kaj počnete. No in pride enkrat en fant pa reče, danes se moramo pa prve roko naučiti eno pesmico. Vsaj kaj, hitro mi povej, katero pesmico se pa učite, Smisel, da je mu pa katero zapel. In pa rekel, veste, kako gre tisto jutranjo, tebe ljubim. In me rekel, tako me je oblilo, sem rekla, wow, to ni pesmica, to je molitev. Ampak za naše otroke danes, ker doma se veliko ne moli, so to pesmice. In mislim, da mi kot kateheti se moramo zavedati, da je ogromno otrok, 2/3 verjetno, ki se uči molitve za tisti trenutek, ko ga vi ocenite. In kar se tiče molitve in ponavljanja molitve, je samo pri verouku. In nikjer drugje. In pesmica za njega, on je čisto lepo povedal, to, kako ti mora se naučiti v 1., pa v 2., pa v 3. razredu, dokler da mu ga učitelj oceni, se on to nauči, mu pove in potem pozabi. In isti proces se dogaja tukaj, zdaj tukaj v tem primeru seveda tudi za druge otroke velja, ne samo za te. In kdaj je problem njim te pesmice, se pravi molitve, dolgoročno ohraniti. Če jih doma ne trenirajo, če on nima tega stalnega ponavljanja, potem se ta stvar ne ohrani. In potem vi rečete, kako ne moreš znati te molitve, si v 5. razredu ali pa v 6., če ste se jo učili že v 3. Jaz zdaj ravno delam, ker je čas v 3. razredu poštevanka, to pomeni drill, učenje na pamet, nobene logike, samo moraš številke polagati in jih zdrilati. Ti otroci se naučijo, pa bojo zdaj znali nekje v 3. razredu, po vsej najboljših možnosti, ampak res z intenzivnim treningom, bodo znali do konca leta. 2 meseca vmes
počitnic, pride v 4. razred, se mora ponovno učiti. Ponovno, znova se mora učiti. Že tisti, ki nekako nimajo teh težav, se morajo v 4. razredu ponovno naučiti ali pa obnoviti, mi rečemo obnoviti, pošteno, ko oni se morajo pa začeti učiti. In to je ta težava, ta trening, neprenehni trening, ki so ga potrebni. To, da mogoče je tukaj, ko učite, ko pričakujete, da že nekaj znajo, se ustavite pa rečete, ja, treba je obujati. Mogoče smo mi edini, ko pač rečemo, zdaj pa 5 minut za molitev, da obudimo, da ta drill, vse teh osnovnih molitev ohranjamo. Potem je tukaj še ena težava, orientacija v prostoru in času. Časovni trak je za njih pač en trak. Časovnica je za te otroke s specifičnimi učnimi težavami velika težava za orientirati. Ker, ko vi govorite o enem obdobju, pa tako drugem, to moraš zelo konkretizirati na konkretni ravni, mu približati, da približno osvoji to zadevo, medtem ko pa gre za to, da pričakujemo, da zdaj bo pa vedel vsa ta obdobja, še jaz vem, da zgodovine nisem zaradi tega imela rada, ker se mi zdelo, da mi je vedno podrlo tiste informacije, kam jo že moram dati v tisti časovni trak, in to je res taka kompleksna zadeva. Sicer jaz, ko študiram, ki v katehezi se tega dotakneš, ja, gotovo vse, pred Kristusom, po Kristusu, potem se še vmes nekaj zgodilo in ko ga vprašaš, no, kdaj je to bilo, ja, saj ne vem, ne ve zdaj, kam to umestiti. Tako da tukaj imajo težavo. Dobro, tu pri nas v katehezi ni nekih takih velikih, da ga naučite, da je pred Kristusom, pa po Kristusu je čisto okej. Medtem ko pa v šoli imajo pa ogromno teh časovnih orientacij in tu jih res zmanjka jih, ker imajo to težavo. Druga stvar je pa orientacija v prostoru, se pravi, gre za to, da ne vejo, kako bi, na primer začetka, dokler jih ne streniramo, oni rabijo ogromno treninga, tudi v 4. razredu, kje se začne pisati, kje se konča. Če delajo spontano, navadno začnejo na sredini pisati, pa nadaljujejo tako naprej, nimajo teh prostorskih orientacij. Ravno smo se danes z eno kolegico, učiteljico menile, pravi, joj, spet je zašel na sredino, 3. razred. Ne more. On samo po sebi umevno tega ne naredi. Kar začne sicer pisati, zelo pridno otrok, pridno dela, ampak ko pa gledaš iz zvezek, pa točno vidiš, kako ga ta stvar čisto zmede. Zdaj pa potem vemo, pa imamo še te delovne zvezke, ko je treba nekaj dopolnjevati, se velikokrat zgubijo. Kje moram napisati, kaj moram napisati, potem kaj mora napisati, še tako, če napiše, potem pa že naslednja, že pa cela znanost za njega, da tudi lahko. Zato rabi velikokrat pomoč, damo otroke, ne vem, ki so mogoče bolj znajdljivi, da radi pomagajo, da imajo mogoče kot sošolca zraven njega, da mu malo pri tem pomaga, pri orientaciji, da nismo vedno mi tisti, ki mu moramo pač pomagati. Kako se počutijo? Kako to izrazijo? Zdaj bomo šli pa nekaj slik. A se vidi, brat? Je. Potem bom jaz samo slike dala, pa vam bojo tako sami povedali, ker tam piše, kako se oni počutijo. Opazite malo, kakšen imajo red na mizi. To je res Škotska, tako da v Škotski imajo take možnosti.
Ste opazili, kaj bi komentirali? Ja, da so... Zavedajo se težav, ja. So jim priznane, ne, dejansko, da ima pravico biti drugačen, a ne. Še kaj? Aha, so bolj, ja, individualno čisto delajo, naprimer prostor je stopal, a ne. En fant je, ja? Ja, ja. Ko enkrat pride do te faze, da lahko izreče, kako se počutijo. Samopodoba je sporednica neuspeha. To pomeni, če sem neuspešen in šola daje kriterije neuspešnosti ali pa uspešnosti in njegova samopodoba je tista, ki pada zato, ker ni uspešen. In je zelo, zelo težko, ker je šolski uspeh velikokrat edini kriterij, ki bi naj bil otrok pač uspešen. In to je krivica. Pravzaprav smo uspešni vsi, vsak na svojem področju. In pravi, sem umetnik, ne? Rad muziciram, a ne, ampak tega, dobro, tam še opazijo, ko imamo pri glasbi, da pravzaprav mi ni problem note brati, naprimer, ne? Ampak v resnici pa to nič ne velja, ker ne znam matematike, pa ker ne znam slovenščine in ker ne znam brati, a ne. Tako da v bistvu pot do tega je, da odkrivamo, da je vsak ima darove in kjer jih ima, jih naj tudi razvija. In sigurno pa je, da v manjših skupinah se to lažje da, kot ste videli, a ne, tam. In to so otroci, ki zelo, zelo veliko delajo, garajo, jaz rečem. A ne, in skupaj starši. A ne, to se dopoldne je v šoli 6 ur in popoldne doma še 3-4 ure delajo domačo nalogo. A ne, in to so taki pridni otroci, ki sedijo, ampak uspeh je pa, tam če je 3, jaz vedno jim rečem, če je 3, je to za tebe 5. In ko sem tako včasih vprašam, no, enega dečka sem vprašala, oziroma 2 sta bila pri meni 4. razred, pa sem rekla, no, lahko me vprašate zdaj pač, kar želite, ker vedno dam 10-15 minut, da me lahko o učni snovi vprašajo, a ne, in potem iščemo rešitve, kako priti do rešitve. To mi pa ena reče, jaz bi pa res nekaj vprašal, kaj pa povej. In pravi, zakaj jaz nikoli ne dobim 5? Zakaj nikoli ne dobim 5? Me nekaj tako streslo, ker sem ostala brez besed, ne? Potem pa drugi hitro reče, tak je bil še malo zraven, motne pozornosti, hiperaktivno, reče, jaz tudi ne. Tako je razelektril. No in potem sem tako zadihala vmes in sem vzela papir in sem rekla, veste kaj, vem, da sta iz kmetov, a ne, sem rekla, jaz pa vem, da vidva pa doma znata ogromno stvari. A mi povesta, kaj se znata? In seveda, ona dva mi narekujeta, ne, kako traktor vozita, kosita, a ne, molzeta krave, vse te stvari in jaz to pišem in je cel list bil popisan. Pa sem pa jih vmes komentirala, iz tega pa ne znam, jaz v vaših bregih, mislim, da v vaših hribih sploh ne bi znala voziti traktorja, ne. Jaz pa že malo znam, a tam mi samo nakupni, po primer, ne, tako znajo oni te stvari vse opisati in potem rečeli, kaj vse vidva znata. Je pa res, da v šoli pač nažalost ne ocenjujemo teh stvari, kar vidva znata. Mi bomo pa vseeno trenirali, da bosta se pri branju pa pri pisanju malo stvari izboljšale, zato ker veste, ko bosta nov traktor kupila, je pa le pomembno, da znata navodila prebrati, da ne bosta narobe skupaj naredila. Ja, to pa res, te pa gremo, ne. Tako da najdeš nekaj, a ne, v bistvu vidiš, kako so nespodbujeni otroci, neprestano. Nela je dober, ampak ni pa odličen. In tukaj je treba dvigovati otroke. In kaj, da se mi je bilo nakazano še 5 minut do odmora, pa gremo skozi. Kako zdaj pri poučevanju pomagati? Najprej uporabljamo veččutno, multisezonno poučevanje. To bomo potem malo več rekli, ko bomo tudi moče šli na samo vajo oziroma na delavnice. Potekajo naj po korakih. Stvari naj potekajo po korakih. Jaz tukaj, ko vidim, kako se pokrižati, tu sem na internetu vzela dol iz SKU-ja neko gradivo, slikice, se pravi prvo to, drugo to, tretjo, četrto, peto. Tako se in velikokrat je tu pač fajn, da se tisto pokaže, kar morajo oni videti, ker na taki sliki splošni, splošni sliki, jim je to, kaj moram gledati, na kaj mora biti pozorni. Tam je pa punčka, tam je pa fantek, v bistvu so pozorni čisto druge stvari, ko pa na tisto, da mi hočemo naučiti, kako se pokrižati.
A ne? Zato je fajn, da smo po korakih pa zelo tako slikovito. Naprimer, to je čisto taka enostavna zadeva, ki jo lahko potem obesimo na naš pano in to ostane. Več utrjujemo, ponavljamo. Ko sem učila 4. razred, se mi je tako zdelo, da kar ni povezane teme med sabo, ampak potem sem se pa odločila, da naredim iz vsake teme en poudarek. En poudarek in ga napišem. In tega na koncu ure zaključim. Kaj smo se danes pogovarjali? Aha, o blagarji, ki so Jezusovo povabilo k sreči. A ne? In potem en stavek, ki ga 2-krat, 3-krat preberemo, wow. Če to, potem rečem, aha, nekaj smo naredili. In naslednjič, ko pridemo skupaj, kaj smo že zadnjič imeli? V bistvu isto stvar, ponovimo in stopimo v nov del. Naprimer, meni je bilo to kar velik pripomoček, kaj želim sporočiti, eno sporočilo, pa vendarle je dobro, da jim damo. Ne? To mogoče je ena taka izkušnja. Metoda aktivnega učenja, da ne samo pišejo, da ne samo sedijo, samo berejo, da igrajo, da pojejo, to verjetno tudi znate in v bistvu uporabljate že pri samih učnih urah. Te otroke je dobro razbremeniti glasnega branja. Ne izpostavljamo ga edino, če želi. Če pa želi, pa vemo, da je slab bralec, mu pa omejimo na en stavek ali 2. Ker to morate videti, otroci se med seboj poznajo, oni točno vejo, da v šoli ne zna brati, pa nikoli ne, in takoj komentirajo, pustite mu, ampak dajte mu reči, ti si na vrsti in ga potem ustavite, če tudi malo pojeclja. Potem uporabljamo njegova močna področja. Pripoveduj nam, kaj si slišal zadnjič pri pridigi. Verjetno 3/4 ni bilo pri Maši, ne? In on bo znal ponoviti. Če ima to sposobnost, velikokrat so bolj so močni na področju govora. Ne? In če ima to sposobnost, mu dajte kdaj priložnost, da se izrazi, da pokaže. Zmanjšamo mu neko količino napisanega za kakšno slikovno podporo, da mu damo sliko zraven. Tukaj sem gledala, ne vem, tudi tako, v imenu očeta. Ali mu date sliko, pa zgoraj napiše, oziroma zgoraj napišete, da sliko, ali pa mu date komplet, pa on samo barno čez gre, čez črke, naprimer. Ker jaz mislim, da kateheza ni, naša naloga ni, da otroke učimo pisati. Ampak da ga imamo tam, da sodeluje, da vstopa. In to je zelo razbremenjujoča stvar, ki jo jaz tudi sama doživljam, ko pridem v katehezi, pa rečem, pa mi ni treba zdaj skrbeti za tisto, bom pač dala fotokopijo, pa bo pobarval, pa bo tako naprej. Kratke naloge, enostavna vprašanja in ilustrirajte s primerom, kot naprimer tole, da vstopijo v eno pot. In potem preberemo jim navodila, besedilo in preverimo, če razume. Naj ponovi za nami. Navodila mora biti kratka in rečemo, kaj moraš narediti, ker velikokrat ti otroci, ko rečete, zdaj pa to naredite, pa vidite, da sploh še ni začel. Tako tisti fant rekel, tista punca rekla, jeziko nimam rada, drugi že začne, drugi že dela, jaz pa šele vstopam. Oni so en korak bolj dolgo hodijo, ko smo rekli tako na škotsko, bolj daleč okrog gredo in rabijo več tega, da ga ti pokličeš k sebi in rečeš, a si razumel? To moraš narediti v redu. Pa prevladuje na ustne preverjeno znanje. Če vidite, da je tak rezultat, kot je bil primer, od 30 točk, 2,5 točk, dajte mu priložnost, da on ustno stvari vam pove. Mi imamo zdaj tudi tako, da v šolstvo napišejo test in če so zelo izraziti na tem ustnem, potem mlajše tudi tako, da ga isti test gremo skozi in on dopolnjuje z ustnim. In tisto, kar pove, učitelj zraven napiše. In potem šele ponovno oceni, če lahko je prav odgovoril, lahko ni. Ampak dejstvo je, da je imel priložnost še dopolniti svoje znanje. Se pravi, tisto, kar on zmislijo lahko, ker pisanje je vendarle kompleksna tehnika. Tako, nič posebnega, vam nič novega nisem povedala, gotovo. Je pa fajn, da na te stvari mogoče ne pozabimo in jih tudi uporabljamo. Gremo še pogledati, sem vam obljubila, da bomo še o kakšnih drugačnih otrokih povedali. Zdaj smo povedali o disleksiji, o teh, ki imajo težave branja pisanja. Dispraksija, praksa, praktični, nepraktični otroci so to bi rekli.
Ti otroci imajo težave pri motoriki in organizaciji. Velikokrat so to otroci, naprimer takole. Roko sebi pripoveduje takole. Mama mi pozabi pripraviti telovadno opremo. Nihče se noče igrati z mano. Nikoli mi ne uspe vsega pripisati s table. Ne maram telovadbe. Bojim se žoge. Zamudil sem, ker sem se izgubil. Nisem ga udaril, bila je nesreča. Kar zaletel sem se v sošolca. Večkrat nimam domače naloge. Vedno sem zadnji, počasen, neroden. Dispraksija je ena težava, ki so jo nekje zdaj v zadnjih desetletju nekako diagnosticirali ali rečemo prepoznali kot težavo, ki tudi izvira od rojstva, bi rekli, ne. In starši velikokrat opisujejo, mi smo že vsi v avto, on se še vedno obuva. Ne zna se zavezati čevljev. Ko oblači svojo jaknico, jo trikrat obrne okrog in ne ve, kam bi dal roke in kako to skupaj gre. Tako da dejansko gre za otroke, bi rekli bolj nerodne otroke, ki imajo seveda to stvar kar resnično kot težavo. In tukaj nas preskušajo, kako pomagamo največ s potrpežljivostjo. Je seveda, zdaj bomo rekli, ja, saj pa teh otrok je pravzaprav danes veliko, ki se ne znajo sami obuti, se ne znajo sami obleči. Razlika med je in sicer tistimi otroki, kjer starši vse sami naredijo. Ali se jim mudi, ali nima časa za njega, medtem ko pa ti pa resnično ne zmorejo. Večina zmore se samo obuti, obleči, pa tudi potrebuje čas, da lahko to naredi. In mislim, da največja krivica se dogaja otrokom, naprimer, če govorimo o tistih otrocih, ki jim starši vse strežejo. Ko pride v prvi razred, reče, pa še tako mali je, bom ga jaz obul, pa ga bom jaz oblekel. Pa rečemo, pustite ga, da se obleče sam, da se obuje sam. Pa ne, pa se je še tako mali. Potem pride drugi razred, je še vedno mali. In potem otrok se seveda navadi, čaka. Pridejo v garderobo, moram reči, če jih tako opazuješ, samo z opazovanjem, dovolj vidiš, otroci čakajo, stojijo. Pa mu dajo, pa mu nudijo jaknico, pa mu dajo on samo lepo kraljevsko gor, potem nastavi še čevlje, navadno še copate mu izsezujejo starši in ga obujejo in mu potem zavežejo. Že več ne velja, če so tisti ježki, ker bi si lahko res samo potegnil, mu to starš naredi. Tukaj nočem iti v skrajnost, da bi to vsega, ampak dejansko to je starševska vloga. Mi kot vzgojitelji jih moramo opozarjati sploh v šoli, ker je tega časa več in to neprestano prihajanje in odhajanje. In ko gremo mi ven na sprehod, počakamo, da se vsi obujejo. Ne obuvamo jih mi. Ampak marsikjer ni samostojen. In tisto obuvanje traja 20 minut. Potem gremo za 10 minut ven in se vrnemo nazaj, ker je naslednja ura. Nažalost, ker se ukvarjamo s takimi stvarmi, ki smo se jih navadno naučili doma. In potem pride v 3. razred, so še malo nerodni, pa mu še pomagamo, pride v 4. še nekaj, potem pa fant, dekle, raste. In postane velik in reče, no zdaj si pa že velik, zdaj pa to boš pa res sam naredil. In smo krivični do otrok. A zdaj pa mora znati kar sam, ker mu nihče poti ni pokazal, kako naj to naredi. Prej smo mu nosili zraven, 5., 6., 7. razred, zdaj moramo znati pa že vse sam. Mislim, da to ni prav. Da so to prevelike zahteve, ki vmesne poti pa ni. Iz ene skrajnosti preskočiti en potok je navadno pristane na sredini in se zmočijo, ker ne more preskočiti tako širokega potoka, da od 1. razreda, ko je bil postrežen, potem pa zna vse kar naenkrat, pa sam poskrbi za šolo, pa sam poskrbi za učenje, pa zdaj si pa že dosti velik, zdaj moraš pa sam brati in tako naprej. Govorim o tem, da zato je večje področje tega, ko izgledajo, da so otroci nerodni. Ko govorimo pa o teh otrocih, pa v resnici ne zmorejo. Ampak jih je treba spet naučiti. Ni rešitev to, da jim strežemo, ampak jih poskušamo
jim dati dovolj časa, da se naučijo, potrpežljivosti in veliko spodbude za male korake. In če jih želite zaznati, so to res otroci, ko boste šli nogomet igrati, se umaknejo iz igrišča. Ker je neroden, ker se žoge boji, ker to ni njegova veščina, ni njegovo močno področje. In ti otroci v resnici se zgubijo, ko pridejo, ko iščejo učilnico ali prostor, ali se nekam zateče, kam že moram iti, in ko reče, pa se ne vem, kje pa je že to, ja, ga je treba kar pripeljati, mu reči, lej, tam greš, kar pojdi naprej, zdaj pojdi z mano, zdaj pa ponovi še enkrat, Tako da to je samo trening, teda ti otroci so prepoznani, so zelo počasni, motorika je zelo okorna, nima prožnih gibov, tudi tako je okorna, ker dejansko to vrtenje, to orientacija je za njega pravzaprav tudi težava. Tako. Kaj? Ja, mogoče testi. Tu sem se en test pridobila za veroučno uro, 3. razred. Na takem listu se velikokrat zgubijo. Velikokrat, mogoče tule, ta je zelo dobro za njih, ker je v okvirju. To za njega pomeni, ta naloga spada skupaj. Potem pa so te naloge, ko samo odgovor piše gor, če to prej trenira in tako je, potem se on ne zgubi. Sicer pa je zelo priporočljivo, da se jim dajo naloge v okvir. Okviri se. 3 stvari spadajo tja, v redu, okvir. Potem, teda tukaj, naprimer, za njih, konkretno za njih je to mogoče premalo pregledno. Ta prva naloga je absolutno dobro zastavljena, tu pa se malo zgubi, ker ima prostorsko orientacijo, ima težavo. In potem, kaj se zgodi, najbolj se spomnim angleških testov, Potem pa z dobrim namenom učitelj naredi kakšen okrasek, tu gre enega polžka, pa tu enega črveka, slikico. To jih lahko tako zmoti, da sploh ne vejo, kaj bi moral napisati za tisti vzor slikice, Ker on se osredotoči na tisto slikico, ker mora nekaj napisati in zapravlja čas, ne ve, kaj bo naredil, in se zmede. Naprimer, tu se kažejo takšne težave pri teh otrocih, ki imajo to težavo dispraksijo. Zdaj, več teh, kako pomagamo, jaz sem tukaj v ta zvezek oziroma ta zbornik napisala za vsako to od teh težav, tudi potem kako pristopiti, jaz jih ne bi zdaj ponavljala, to si lahko preberete, tako da mislim, da je ta stvar kar jasno napisana in si boste znali predstavljati.